V zadnjih 7 letih je bilo na področju obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji na podlagi nacionalnega programa obvladovanja sladkorne bolezni 2010-2020 storjenega precej, izzivov pa tudi v prihodnje gotovo ne manjka. Na Ministrstvu za zdravje jih naslavljajo z novimi razvojnimi in strateškimi dokumenti, ki bodo zagotovo podlaga za še učinkovitejše ukrepe. Več pa predsednica koordinativne skupine za izvajanje nacionalnega programa, gospa Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva za zdravje. Jaz bi začela nekako takole. Ja, 8. konferenca je v resnici pa tudi 8. leto, odkar imamo nacionalni program in delujemo na tem področju koordinirano. In mislim, da so se stvari začele poznati. Predvsem so se začele poznati v tem smislu, ki ga propagira tudi mednarodna skupnost in skratka v smislu integrirane obravnave. Kaj se to pomeni? Kaj pravzaprav je integrirana obravnava, je trenutno predmet številnih polemik, ne samo pri nas, mogoče pri nas še najmanj, mogoče pri nas še zelo dobro razumemo, kaj je to integrirana obravnava, ampak v svetu se o tem pogovarjajo na različne načine. Mislim, da za nas velja razumevanje tisto najširše, kjer razumemo kot integrirano obravnavo ne samo integracijo med sekundarno in primarno ravnjo, ampak je integrirana obravnava, res celovita obravnava, ki vključuje tudi skupnostni pristop, pomeni, da celoten sistem zdravstveni in socialni, po možnosti še šolski, ko gre za otroke, deluje okrog bolnika ali posameznika, ki še ni bolnik, na način, da je povezan, najbolj možno racionalen in smiselen in seveda predvsem, da se razume, da je v centru bolnik in ne sistem. Jaz mislim, da danes pri nas v Sloveniji smo na dobri poti, da prav takšno razlago integrirane oskrbe spravimo v praksi. Boste videli kasneje, ko bom povedala, kaj vse je bilo narejenega in kje vse se dela, da dejansko ne govorim kar nekaj, ampak da dejansko se to dogaja. In jaz mislim, da se to dogaja tudi zato, ker smo se v okviru nacionalnega programa povezale vse stroke, pa zraven še bolniki, pa tudi plačnik in seveda tudi javno zdravje, ki na nek drug način lahko nagovori javnost in naše državljane. Tako da vse to je prispevalo k temu, da smo lahko v tem trenutku kar ponosni, kje smo z integrirano obravnavo in mislim, da Darina bi mi to lahko potrdila. Je pa tudi res, da mi kar veliko sodelujemo na tem področju za Svetovno zdravstveno organizacijo, pa bom še nekaj povedala. Veliko sodelujemo z njimi, ampak ne sodelujemo več kot prejemniki pomoči in kot država, kjer je potrebno, da pridejo tuji strokovnjaki in nas naučijo ABC, ampak je bolj obratno. K nam pridejo pogledati, kako se stvari delajo in peljajo na več področjih. Pred kratkim sem bila v Montevideu, kjer je konec oktobra potekalo globalno zasedanje na zelo visoki ravni, skratka ministri in predstavniki Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in tako naprej, kjer so se pogovarjali o tem, kako v bistvu naprej pri obvladovanju kroničnih bolezni, zakaj je taka visoka raven bila potrebna. Zato, ker vsi veste, da so Združeni narodi v bistvu kronične bolezni umestili kot en globalen problem, ki je lahko velika bariera za razvoj v državah. Včasih je bil to AIDS, tudi so ga Združeni narodi, no zdaj pa ta druga tema so pa kronične bolezni, seveda diabetes je tle zraven. Zakaj to govorim? Zato, ker je to izjemna priložnost. Zdaj se ogromno se dogaja na mednarodni ravni, politiki ne samo zdravstveni, ampak tudi sicer finančni ministri razpravljajo o tem, kaj pomeni breme kroničnih bolezni in tukaj se seveda treba, zdaj je trenutek, da se vrši pritisk, da se čim več sredstev smiselno umesti
v zdravstvenih sistemih za obvladovanje tega področja, skratka kroničnih bolezni. Se pa tudi ugotavlja mednarodno, da v bistvu veliko govorimo o tem, kako in kaj naj bi naredili, malo je pa politične pripravljenosti za tiste res konkretne stvari, za katere je več kot dokazano, da najbolje delujejo. To je pa cena, recimo, če govorimo o debelosti, ki vemo, da je dejavnik tveganja, govorimo o prehrani, o gibanju. In pri prehrani je malo držav, ki so krenile in resnično sprejele v smislu davkov in cen neke ukrepe. So še drugi ukrepi, recimo reformulacija prehranskih izdelkov, večja dostopnost do zdravju koristnih živil nasploh in pa prepoved oglaševanja zdravju škodljivih prehranskih izdelkov, recimo, če govorimo o debelosti. Tukaj so redke države, mogoče sosedna Madžarska je en lep primer, kjer so uvedli trošarine na sladke pijače in transmaščobe. Bom kasneje povedala, kako mi v Sloveniji. No, temu ugodnemu trenutku, da je nekaj tako visoko na politični ravni, pravimo, da je to okno priložnosti, window of opportunity. In zato je tako pomembno, da mi tukaj v Sloveniji razumemo, da zdajle so vse zvezde v pravih položajih, da mi resnično porivamo stvari naprej, nekaj čakati, moramo drveti, ker enkrat, ko bo tega konec, tega politične pozornosti za to področje konec, bodo stvari bistveno težje. Zdaj bi pa rada malo povedala, kako pa v bistvu, kaj se pa dogaja v Sloveniji. Začela bom malo s tem, kje smo na strateških področjih. Ob naši strategiji je za nas seveda zelo pomembna prehranska strategija. Vi veste, da je bila 2015 sprejeta, ampak to, da je ena strategija sprejeta, tudi vsi tlele sedeči, ki smo tako aktivni na nacionalnem programu, vemo, da brez akcijskih operativnih načrtov se zgodi nič. In zato smo lahko veseli, da je bil letos dejansko sprejet akcijski načrt, prvi do leta 2018, in ta prinaša veliko novih stvari, v katerih recimo v preteklosti ni bilo toliko narejenega na teh področjih. Ena od takih stvari je, da bomo štartali projekt reformulacije živil. Kaj to v praksi pomeni? Ravno ta teden, naslednji teden, bomo podpisali zavezo za mlekarji, da bodo zmanjšali količino sladkorja v svojih izdelkih. To je zelo pomembno. Ob tem, da seveda povečaš ceno z davki na živila, ki niso, je tudi pomembno, da se take stvari zgodijo. Seveda je še cela vrsta drugih stvari, ki se bodo dogajale v okviru prehranske strategije. Rada bi pa opozorila na dve spletni strani. Ena stran že deluje in to je spletna stran prehrana.si. In tam lahko si ogledate, kaj se v bistvu na področju prehrane dogaja. Druga stran bo pa spletna stran Dober tek. To je Dober tek, je slogan, ki povezuje prehrano z gibalno aktivnostjo. In seveda skozi te promocijske akcije bomo skušali ozaveščati javnost o pomenu prehrane in gibanja. Nekaj uspeha je že. Zakaj pa je nekaj uspeha? Zato, ker smo že nekaj časa nazaj, že v prejšnji strategiji, veliko aktivnosti namenili šolskemu prostoru. Šli smo ministrstvo se je angažiralo v bistvu pri naročanjih šolske prehrane. Že kaj se naroča za otroke, da bodo jedli, je zelo pomembno. Cela vrsta smernic je bilo za otroke narejenih in dejansko smo dosegli tudi subvencionirano prehrano, da je zdrava prehrana v šolah, se jo spremlja, se jo pripravlja po smernicah in je dostopna vsem otrokom. Zdaj, tak pristop je dal rezultate in pri otrocih ugotavljamo, da je upadla debelost. Seveda pa tega ne ugotavljamo pri mladih, ki še niso bili deležni tega in tukaj se lepo vidi, da z enim konkretnim ukrepanjem lahko narediš velike premike. V zakonodaji mi tamle že kažejo, jaz mislim, da imam 15 minut, ampak bi imela 15 minut, če se da.
Skratka, v zakonodaji vi vsi veste, da je bil sprejet zakon o pacientovih pravicah, da je zdajle v razpravi zakon o zdravstveni dejavnosti, ne bom o tem, ampak zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tudi tisto, kar bi jaz pohvalila, je tukaj in tudi izpostavila, da so se predstavniki Zveze društev diabetikov aktivno vključili v javne razprave na tem področju. Skratka, niso čakali, da se jim to zgodi, pa pol, kako je to vse za nas, ampak so se aktivno, koliko so dosegali, ne, je zdaj seveda stvar polemike, ampak jaz mislim, da je takšna aktiven pristop pri nastajanju zakonodaje izjemno pomemben. Financiranje. Tukaj bi pa resnično rekla, da se nam odpira pri financiranju na marsikakšnem področju. Recimo, če ob vsem tem, kar je bilo povedano strani zavarovalnice, da vlagamo denar v referenčne ambulante in v centre za krepitev zdravja, je treba povedati, da ta denar ni bilo tako lahko dobiti. Ta razvoj centrov za krepitev zdravja ni prišel kar tako. Namreč ta denar je iz Evropskega kohezijskega sklada. In vi morate vedeti, da v Evropskem kohezijskem skladu in v našem operativnem programu za črpanje tega vira zdravje sploh ni entiteta, to ni bilo navedeno kot za zdravje, gre pa toliko denarja. Kako smo ta denar noter dobili? Ta denar smo noter dobili tako, da smo se z Ministrstva za zdravje postavili in rekli, kakšen razvoj in kakšno zaposlovanje bo, če bomo imeli bolane ljudi. Ne more biti boljše zaposlitvene možnosti in več zaposlovanja in tako naprej, če bomo imeli bolne ljudi. In iz tega naslova smo kar veliko denarja pridobili, to je teh 17 milijonov za širitev programov in nadaljnji razvoj centrov za krepitev zdravja, pa še dodatne milijone smo dobili za umestitev programov za naslavljanje tvegane in škodljive rabe alkohola, to je še 6 milijonov zraven, pa še za droge in tako naprej, iz tega ven. Tako da je treba, v zdravstvu se moramo naučiti gledati širše. Mi imamo zelo velik vpliv tudi na zaposlovanje, predvsem pa na razvoj in to moramo zagovarjati in tukaj nam potem gepirajo tudi sredstva, ki sicer, če govorimo samo o zdravju v bolnišnicah in tako, jih recimo na državni ravni ne vidijo, ampak če pa stvari obrnemo, pa povemo, da smo mi tisti, ki lahko prispevamo k razvoju, se pa stvari začnejo tudi odvijati bolje v tej smeri. In seveda, drugo je bilo že omenjeno, tudi ta program za retinopatijo. Skratka, en kup stvari se je začelo ne samo deklarativno naslavljati, bomo izboljšali, integrirano, bomo to in bomo to, ampak dejansko so zdaj sredstva za to in dejansko se stvari spravljajo v življenje. V teh centrih bo več povedal kolega z NIJZ-ja kasneje, tako da jaz ne bom več. Zdaj bi pa samo še to povedala, da Ministrstvo za zdravje je pa zaradi tega, ker smo zahtevali, da se del trošarin za tobak nameni za zdravstvo in naši izračuni so bili, da ne bi bilo to, če bi šle vse trošarine, če bi zvišali ceno in bi šle vse trošarine od tega, ko bi zvišali ceno v zdravstvu, bi bilo to nekih 60 milijonov, smo zračunali, no tega nismo dobili, ampak zato, ker smo tako agresivno štartali in hoteli 60 milijonov, so nam pol odobrili 4 milijone. Ja, ampak veste, 4 milijone je zdaj, če je bilo prej recimo pol milijona namenjenega za delo nevladnih organizacij na letni ravni, se pravi vseh na drogah, kroničnih bolezni in tako naprej, imamo zdaj 4 milijone namenjenih za delo nevladnih organizacij na tem področju. Boge nevladne organizacije so zdaj dobile ta velik denar in zdaj je ključno, da ta denar smiselno porabimo. To je zdaj prvi poskus, gotovo bomo imeli na vratu Računsko sodišče, ampak na vašem področju, recimo, če pustim zdaj prehrano, kjer je tudi šlo nekaj denarja, je Zavod za izobraževanje o diabetesu dobil nekaj denarja. Tle je bilo veliko polemik, ja ali ne. In jaz bi se tle ustavila zato, ker mislim, da če smo namenili Zavodu za izobraževanje o diabetesu, tako so pač ocenili, so ga zelo dobro ocenjevalci, je zdaj naša stvar ne, da gledamo in se čudimo, a bodo oni naredili nekaj prav, pa kjera akcija bo, pa kakšna bodo sporočila noter, ampak da stroka, tudi mi smo zahtevali od njih, da se stroko sodeluje, dejansko prispeva k temu, da bodo oni, ki imajo domet, ki dosežejo tudi tiste, ki niso včlanjeni v društvih diabetikov in tako naprej, sporočali te prave stvari.
In zdaj 3 leta je, denar je, zdaj prosim lepo vse, ki boste povabljeni k sodelovanju, da to naredite in da dejansko vplivamo na to, da bodo oni svojimi aktivnostmi, ki niso samo v teh klasičnih medijih, ampak še kje drugje, da bodo dejansko sporočali tiste ta prave stvari, ki jih želimo sporočiti ljudem. No, Zveza društev diabetikov Slovenije je tudi dobila 132 000 evrov, so jim bila odobrena sredstva. Žal mi je, da je tako. A veste, dobili bi lahko $500 000. A veste, zakaj niso dobili $500 000? Vam bom povedala. Zato, ker jim ni bilo iz razpisa, niso znali prebrati, da je ključno v tem razpisu, da se povežejo nevladne organizacije z vladnimi inštitucijami oziroma nevladnimi z javnimi inštitucijami, to se pravi za stroko, lahko tudi z NIJZ-jem, z ne vem. Tukaj jim je zmanjkalo. Oni so še naprej tiste svoje stvari želeli, kar je čisto dobro, in ta denar bo šel zdaj za laične svetovalce, to je odlično, ni nič narobe s tem, ampak skozi to bi lahko sfinancirali še kaj drugega, še bolj aktiven pristop, še večjo vključenost bolnikov pri kreiranju raznih ukrepanj skupaj s stroko in tako naprej. No, to nam tokrat ni ratalo, ampak jaz sem prepričana, da naslednjič se bo to zgodilo, ker smo se nekaj naučili, zato je bilo nižje ocenjen, manj denarja. Zdaj, mednarodno smo tudi zelo aktivni. Bom zelo na kratko povedala, da v tem skupnem pristopu Evropske unije KRODIS je bila Slovenija zelo aktivna. Hvala Jelki Zaletel, ona je to vodila in se je zelo izpostavila tudi na mednarodni platformi uspešno. Nastala so priporočila in usmeritve za pripravo politik v drugih državah. Veliko tega je temeljilo na naši izkušnji nacionalnega programa. Nastala so tudi priporočila za boljše prakse, in tukaj je bil ta projekt tako uspešen, da je kot eden redkih projektov komisija sklenila, da gre v nadaljevanje KRODIS Plus in tukaj se bo še nadaljevalo, zdaj nimam časa, da grem v podrobnosti, ampak predvsem bo šlo v smislu integracije oskrbe, pa tudi izdelave konkretnih modelov, kako do te integracije pride. Veste, kako bo sodelovala primarna pa sekundarna raven? Super, bodo sodelovali. Zakaj ne sodelujejo, če je tako enostavno? No, ni tako enostavno. Treba bo imeti neka čisto konkretna orodja, magari, da so to neki dogovori med dvema inštitucijami, kjer se kot protokol recimo napiše, kaj se bo točno sodelovali. Ker kar tako ne deluje, ta integracija, žal. Še ena novost je delovna skupina za kazalnike. Vi veste, da s tem imamo malo problema, s kazalniki kakovosti. Zelo smo se matrali, kje je zdaj ta problem in na koncu lansko leto sklenili, da očitno ni problem v tem, da Inštitut za javno zdravje, ki je koordiniral te stvari, ne bi svojega dela opravljal, ampak je bolj gre za to, ne vem kako je v slovenščini, ownership te celotne stvari in v bistvu zdaj dr. Štotelj vodi to skupino, imajo kratek rok in jaz mislim, da v tem kratkem roku bodo res pripravili neke kazalnike, nekaj, s čemer bomo lahko na državni ravni spremljali napredek. V referenčnih ambulantah ne bi, razen to, da jih je zdaj že 733, skratka samo še 197 jih mora biti in da je narejena je bila evalvacija in se tudi kaže, da so vsaj na diabetesu je prednost teh referenčnih ambulantah, da zdaj vemo, koga educirati in redno, vsakoletno imamo osvežitvena usposabljanja, to je zelo pomembno. In tudi smo lahko na hitro, ko se spomnite, da smo lansko leto alarm imeli za diabetično nogo, no, mi imamo sistem, pa smo šli v ta sistem in zdaj dejansko tudi ukrepili tematiko diabetične noge, tam, kjer so ljudje doma in pri svojih zdravnikih in s tem seveda upamo, da bomo izboljšali stvari, mislim, da gre v to smer. Pa tudi že kažejo eni kazalniki, da kakovost obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo se je izboljšala, predvsem glede pogostnosti pregledov nog pa določanja HbA1c. Tako da to je v tej smeri. Zdaj, vi veste, da imamo akcijske načrte, akcijski načrti se dobro uresničujejo in tlele bi pohvalila predvsem pediatrično kliniko recimo za določene stvari, ki so jih izvedli, recimo ta vrhunska kuhinja za diabetes, to je ena stvar, ki gotovo prispeva k temu, da ljudje, ki imajo diabetes, imajo več veselja že itak za komplicirano prehrano.
Je pa tudi res, da so cel kup usposabljanj organizirali z vzgojitelje in učitelje otrok s sladkorno boleznijo, z več kot 600 udeleženci in tudi 50-tič je bil že izveden poletni kamp za otroke in mladostnike. Nisem vsega povedala, ampak hočem povedati, da eden od naših ključnih partnerjev, zelo aktiven, tudi recimo lekarniška zbornica z usposabljanji za moderatorje farmacevtske skrbi, tudi zelo aktivni. Potem že prej sem povedala, da so aktivni seveda tudi združenja bolnikov, še vedno tečejo tekmovanja in so bila izvršena v 432 šolah, pa sekcija medicinskih sester, ki je pripravila in oblikovala in že potrdila model oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo z vidika edukacije. Natisnjeni so bili 3 priročniki za programe, ki se izvajajo v teh centrih za krepitev zdravja. Skratka, eno gre z drugim. Na eni strani mi formiramo neke entitete v primarnem osnovnem zdravstvenem varstvu, na drugi strani pa smo ravno na področju sladkorne bolezni zelo hitri že z programi, čisto konkretni in usposabljani za te. In to dvoje potem deluje. Ni dosti, da ti sam eno formo, ampak moraš imeti seveda še en sistem, da ta forma potem ima pravo vsebino. In seveda tudi kaj je zavarovalnica naredila, ne bi, ampak poudarila bi samo še to, da se kar nekaj dogaja tudi glede razvrščanja na listah zdravil. Zdaj, tam so neke omejitve, premalo časa je, da bi o tem nekaj čisto konkretnega rekli, ampak to je nekaj, o čemer se bomo verjetno v naslednjih letih ukvarjali, dostopnost do teh novih zdravil za naše paciente, kako in kje, to je ena stvar za naprej. Omenjeno je bilo, da seveda, mislim, da je gospod Sušelj, direktor ZZS, rekel, da je pa nujno tudi seveda, da nekaj naredimo z podporo novih tehnologij. No, tle se veste, so napotnice elektronske in to, ampak v resnici tisto, kar bo res velik dosežek, kamor naj bi vse skupaj šlo, bo elektronski karton. Slej ko prej bo treba enkrat razmisliti o elektronskem kartonu, ampak ja, v Sloveniji se trudimo in korak za korakom gremo v to smer. Skratka, jaz bi se vsem tukaj sedečim zahvalila, da ste v preteklih letih, zato ker to je delo mnogih ljudi, vložili takšne napore in da smo danes tukaj, kjer smo, da se s tem lahko tudi pohvalimo navzven, da smo v bistvu prišli tiste zadrege okrog tega, kdo je kdo. Danes se zelo dobro ve, kdo je kdo na področju sladkorne bolezni in tudi sodelovanje med vsemi, tudi s primarnim zdravstvenim varstvom, v bistvu poteka tako, kot mora, in vsi zapleti, če se spomnite mogoče 2 leti nazaj retinopatija, kjer smo imeli malo zadrege, kjer smo postavili nov program, investirali denar, vendar družinska medicina ni razumela čisto, da mora zdaj to napotovati. Tam tudi take stvari rešujemo sproti in uspešno. Hvala.